Naš gost. Naš gost. Naš gost. Pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v oddaji Naš gost, ki me danes vnaprej prav nič ne skrbi. Toliko je različnih tem, toliko je tistega, s čimer se ukvarja in se je v življenju nadvse uspešno in predano ukvarjal dr. Avguštin Mencinger, da me res ne skrbi, kako bo z raznolikimi temami v uri, ki je pred nami. Vsem vam lep pozdrav z Gorenjske, iz Radovljice, kjer je nastal pogovor, ki je pred vami, v prijaznem, toplem domu, pa dober dan gostitelju. Dr. Avguštin Mencinger, lepo pozdravljeni. Hvala lepa za vaš obisk. Vesel sem, da ste prišli sem in da me boste posnel. In mislim, da vam bom tudi kaj lepega povedal. V to sem prepričan, z lepim lahko začneva že pri vašem otroštvu, ampak prej bi rad poslušalcem samo povedal, da se zdaj pogovarjam z enim tistih, ki ste bili zraven pri nastajanju te naše samostojne Slovenije. Bili ste poslanec prvega sklica Državnega zbora, zdravnik tule na Gorenjskem, predvsem zapisani Jesenicam, športni delavec, predani veslaškemu klubu Bled kot zdravnik, pa naši nordijski reprezentanci 3-krat na olimpijskih igrah, potem šport, kultura, turizem, med drugim ste tudi turistični vodnik tule po Gorenjskem bili dolgo, ključar Radovljiške cerkve, da bodo vedeli, s kom se pogovarjam. Gospod Mencinger, bi pa začel pri res bogatem že pogledu v otroštvo. Moje otroštvo je bilo zelo lepo. Z bratom mlajšim Jožetom in sestro mlajšo Marinko smo preživljali na Jesenicah v zelo urejeni, lepi, pošteni družini, tako da sem lahko hvaležen Bogu, da sem imel tako lepo otroštvo. V gimnazijo sem hodil tudi na Jesenicah, potem pa sem se vpisal na fakulteto, in sicer na medicino v Ljubljani. Skratka, na otroška leta imam najlepše spomine. Bili smo srečni otroci, vsi, tudi sosedovi otroci, in vsi se še danes z veseljem srečujemo in pogovarjamo, kako lepo smo preživeli otroštvo. Vojne je bilo že konec, skromno smo živeli, ni bilo takrat takega razkošja, ampak bilo je pa lepo. Jesenice so bile takrat majhen kraj, vse je bilo nekako po domače, kmečko. Mleko smo dobivali pri sosedu, krompir smo sami pridelali, sadje tudi. Oče bil uslužbenec v železarni najprej, potem pa na gozdnem gospodarstvu, mama pa gospodinja. Nekoč je bil to mlin, moj star oče je ta mlin odkupil in dozidal 2 stolpiča, v katerem je naredil stanovanja, in so to imenovali Čufarjeva graščina. Ker star oče je bil čufar, trgovec, in veljal je za premožnega človeka, so rekli veleposestnik celo. Ja. Sem pa, ko sem malo brskal po vaših korakih, opazil, da ste o tej, se reče Murova, a ne? Tako, v tem koncu Jesenic tudi sami potem malo pisali, raziskovali. Veste, kako je? Murova je najstarejši del Jesenic. Murova, Sava in Jesenice so bili tri vasi, ki so se potem združile v Jesenice, in mislim, da leta 1936 je moj stari oče, ko je bil župan, je takrat Jesenice dobilo status mesta, ko so se združile vse te 3 vasi. Medtem Murova je najstarejša, na koncu te Murove ali pa na začetku je tudi farna cerkev. No in zdaj takole iz vaše pripovedi razkrivamo, da je pravzaprav to lahko že v vas. Ta želja skrbeti za druge, biti odgovoren za marsikaj, raziskovati. Ste rekli, star oče je bil župan. Ja, star oče je bil župan, to se pravi od mame oče. Bil je zelo podjeten, tudi vem, da je na Bledu nekje en hotel imel, potem je zgradil jeseniško kopališče. Približno v istem času, ko je njegov, župan v Radovljici, njegov kolega zgradil tudi to znamenito Radolško kopališče, je on na Jesenicah takrat zgradil kopališče. Zgradil ga je pa zato, ker mislim, da so iz Trbovelj peljali transport cementa v Nemčijo, ki so ga zavrnili,
in poslali nazaj skozi karavanke, in ker je bil ta cement tako poceni, sta oba župana takrat zgradila kopališče. Kakšna lepa, zanimiva zgodba. Mislim si, da ob vsem, kar vas je obdajalo, ob vsem, kar vas je delalo radovednega, kar vas je veselilo, a je bila odločitev za študij, omenili ste jo že, študij medicine, težka. So vas tako zelo veselile tudi druge stvari že takrat kot mladega gustija, da bi lahko izbrali kako drugo pot? Ne, veselila me je medicina, oziroma, če sem čist pošten, bi še raje študiral veterino. Vendar takrat v Ljubljani ni bilo še fakultete, Zagreb je bil kar malo oddaljen in sem se odločil za medicino. Ljubljana takrat v tistih časih tudi ni bila prav blizu, ni bila soseščina. Ja, veste, kako je bilo. Vozili smo se z vlakom 3 ure, relacija Jesenice-Ljubljana, in na vlaku, to so bili tisti stari vagoni, ki so imeli trde klopiše, in stanoval sem sicer v Ljubljani. Konec tedna sem prihajal domov, ampak 3 ure na ena smer, 3 ure spet v Ljubljano. Tako počasi so takrat vozili vlaki. Ja. Ljubljana je imela pa v začetku še tramvaj, ko sem prišel. Ste čas verjetno na vlaku izkoristili za študij? Ali so kar minile tiste 3 ure? Veste kaj, na vlaku smo se, kakšne lumparije smo se zmislili, ni pa kaj takega. Nismo imeli to za študij. Kakšen je spomin na študentska leta? Lepa leta so bila to, in tam sem prvo leto, takoj ko sem se vpisal, spoznal ženo, sedanjo ženo in edino. No, in takrat sva začela skupaj hoditi, skupaj doživljati, bi rekel, tudi lepoto študentskega življenja. No, in poleti smo zmeraj se dobili, ena večja družba, in šli skupaj v hribe, ker sem bil nekaj časa tudi vodič pri planinskem društvu za hribe. Tako da sem tudi včasih kakšno večjo skupino peljal na Triglav. Enkrat se spomnim, da sem peljal ene Holandce, športnike sicer, in ko so videli prvi sneg, so se slekli do pasu, ampak zvečer so imeli vsi mehurje na tisti nežni holandski koži in vročino. Tako da sem včasih kar nekaj problemov z njim, tako da sem veliko hodil po hribih že kot gimnazic, tudi moj brat, pokojni Jože. Pozimi sva smučala na Vršiču in tudi iz Kranjske Gore nosila včasih hrano v nahrbtniku na Vršič, tako da je gostilna gor normalno poslovala. No, in zato sem tudi med študenti nekje veljal, da sem neke vrste vodič za v hribe, in takrat sva tudi se pridružila žena, in ko smo mi v 2. letniku, sem jih prvič peljal na Triglav. In ko sem jim s Triglava pokazal daleč na obzorju Krn, sem rekel, jutri bomo pa spali tamle gor, so se mi skoraj uprli, da ne bodo šli tako daleč, ampak so me ubogali. Ja. Gospod Mencinger, ja vidim, da je tudi tale vaša soba, v kateri se pogovarjava zdajle, polna spominov, priznanj do, verjamem, kakih takih drugačnih daril, pa zdajle ste med tole pripovedjo pokazali na lepo fotografijo. A se vam zdijo to zelo oddaljeni spomini, ko pravijo, da človek potem v zrelih letih spozna, kako hitro teče čas? A se vam zdi to zelo daleč zdajle, ko zrete v tistele nasmeh soproge? Težko je reči, eni spomini so zelo sveži, eni pa kar zginejo. In veliko spominov je zginilo in se ne spomnim, in ko se ženo pogovarjava, pa se spomniva oba skupaj na kakšne stvari in jih potem nazaj odvijava. Ja. Če zdajle iz študijskih let stopiva pa zdaj že v prakso, zdravniško prakso, zapisani Gorenjski, omenil sem Splošno bolnišnico Jesenice, v kateri ste potem tudi dočakali upokojitev, in zdaj že debelih 20 let uživate v zdravi upokojenski dobi, krasno, še veliko vam jih res privoščimo, ampak povejte, a je bilo kdaj tako težko, da ste si rekli, pa zakaj sem se odločil za medicino? Ne, ni bilo nikoli kaj posebnega, da bi kdaj obžaloval, to nikoli, ker sem bil rad zdravnik. Ves čas sem bil rad zdravnik in zdaj imam nečaka,
morebiti poznate profesor Noča, on je moj nečak in on pravi, veš, jaz, če ne bi bil zdravnik, bil lahko samo fizični delavec, ker drugega veselja v življenju nimam. No, jaz sem podobno čutil in ko sem prišel na Jesenice v službo, je bila prosta Kranjska Gora in Žirovnica v okviru zdravstvenega doma. In mene so dali v Žirovnico, ki je takrat prvič postala ambulanta, ki je imela stalnega zdravnika. In tako sem 7 let delal v Žirovnici kot splošni zdravnik. Dopoldne sem imel ambulanto, popoldne takrat nisem v avto, sem sedel na bicikl, pa sem šel po teh kašarskih vaseh po obiskih. 2krat ali pa enkrat, kolikor je bilo, sem pa dežural na Jesenicah, to je bilo pa veliko področje, od Planice pa do Roden. Poseben, no, to me je bilo pa večkrat strah. Po zimi recimo se mi je enkrat naredilo, da sem moral v Rateče zvečer in bil je sneg, ceste so bile takrat slabo splužene, tako da me je bolj skrbelo, kako bom pripeljal zaradi ceste do bolnika, kot kaj bom tam našel. No, in ko sem se vrnil nekaj čez polnoči iz Rateč na Jesenice, je se spet zazvonil telefon in sem moral še enkrat v Kranjsko Goro. Tako je bilo včasih težko dežurati. Potem je tukaj nad Jesenicami je vas, recimo Jeseniški rovt, Javorniški rovt, no, in gor se ni dalo z avtom. In ko sem dežural na Jesenicah, so bili drugi zdravniki malo starejši, tako da bi najbrž v tistem snegu težko prišli gor in so počakali kakšen dan, da sem bil jaz dežuren, da sem šel potem jaz gor. Spomnim se, da, no, to je bolj, tako povem, prišel sem k tisti hiši, ki so imeli bolnega ata. Sveda, kaj so mi dali? Šnops pa klobaso. In potem so rekli, pejte še gor, k ste glih v Javorniškem rovtu še ono mamo pogledati. Pa sem šel še tisto mamo pogledati, pa so mi spet malo šnopsa dali. Tako da sem bil v Orang prizadetno, ampak dol so me pa peljali s sankami. In vem, da sva se tik nad Javornikom prevrnila in da sem v tisti moji torbi razbil vse tiste ampule, ampak tu svojega avta, samo parkiranega pred železarno, sem pa le prišel, se usedel noter, zaspal, pa so me zbudili delavci, ki so tolkli po avtu, zjutraj šli na šiht ob 6. Tako da tudi to sem doživel. In se pravi, zanimive, lepe stvari, na katere imam sedaj lep spomin. Spominjam se tudi svojega prvega poroda, ko so rekli, ena bo rodila v Vrbi in grem na bicikl in se peljem proti Vrbi. No, in med potjo razmišljam, kako smo se učili, kako se glavca obrača pri dojenčku, ki prihaja na svet. Ni mi bilo čisto jasno, pa strah me je bilo, ko sem stopil noter, je ta punčka že jokala na divanu in sem samo popkovnico oskrbel, tako da sem tej deklici, zdaj lepa gospa, vse življenje hvaležen, da me ni zafrkavala. To so lepi spomini, lahko bi rekli, vaškega ali pa zdaj ob vseh televizijskih nadaljevankah, kar gorskega zdravnika skoraj da. Tako skoraj, ja, veste, ko enkrat se spomnim, ki je šel veterinar čez nedeljo na nekam dol na dopust, rekel, veš, kaj se boš ti prišel temu prešiču dati injekcijo. No, in sem rešil 2 prešiča, sta morala dobiti penicilin, eden je crknil, eden je preživel. Jaz sem pa veterinarja igral. Tako, kar ste si tudi želeli, ste rekli malo prej. Gospod Mencinger, če zdaj skusiva čisto malo potegniti, sem zdaj vmes razmišljal, vzporednico med tistimi časi in današnjimi pogledi na zdravstvo in zdravnika, se mi zdi, da nam je, ne vem, uspelo zdravnikom s tem našim ljubim sistemom in z vsem, kar se dogaja, malo zbiti spoštovanje, da je bil to včasih tako zelo lepo spoštovan poklic, za katerega smo bili hvaležni, danes je pa vsak moder v kakšnem kritiziranju, imamo občutek, posebej, če pogledamo kakšne spletne sfere. A veste, ko se jaz spomnim nazaj še svojega dela v Žirovnici, so mi
kar zaupali, kljub temu, da sem bil mlad. In ko so me klicali k očetu, ki je bil zelo bolan, in so hoteli vedeti, a bo umrl, a ne bo umrl, sem jaz prvi vprašal, a ste gospoda že klicali? Kajti to je meni, sem mislil, to je tista zdrava kmečka pamet, klicali so ga zato, ker oni računajo, da bo umrl. In sem potem bolj mirno rekel, pustite ga doma. In potem sem se večkrat sekiral, sem mislil, kaj pa, če bi ga dal v bolnico, bi pa morda preživel. Ampak to je večna dilema zdravnika. Kaj bi bilo, če bi tako naredil ali pa tako naredil, nikoli ne veš izhoda. Vem, da so takrat umirali zelo veliko doma, redko kdaj, če sploh sem kdaj poslal kakšnega, za katerega sem jaz presodil, da bo umrl. Nisem nikogar poslal v bolnico in moram reči, da so mi bili ljudje hvaležni. Večina hvaležni, ker je potem doma normalno umrl in je bilo to nekaj lepega ob družini. Čeprav potem, ko sem bil v bolnici, moram reči, da so tudi v bolnici naši lepo umirali. Bila je ena sestra, ki je največ dežurala, ker je bila sestra redovnica, in tista zmerom prišla recimo zvečer, ko sem se odpravljal spat, prišla k meni, doktor, veste, tale bo pa najbrž umrl. Se je rekla, lahko kar prižgem svečko. Sem rekel, prižgite jo, pa je šla, prižgala svečko in so vsaj nekateri v naši bolnici zelo lepo umirali, tako kot se zagre. No, zdaj me pa zato toliko bolj prizadene tale grozljiva evtanazija, ker to pomeni za mene konec ene zapadne civilizacije. Če se sprejme zakon o evtanaziji. In glejte, tudi Nürnberški proces je to obsodil. In Nürnberški proces je bil tisti proces, ki je dal smernice moralnega razvoja zapadnega sveta. Ne? In je obsodil kot zločince vse tiste, ki so ustvarjali zakon o evtanaziji in ki so izvrševali evtanazijo, so bili jasno obsojeni. Mislim, to je moje gledanje in ne morem si predstavljati, kako je lahko ena vlada se sploh ukvarja z ljudmi, ki nikoli niso videli umirati človeka. Jaz sem videl ravno vsak večer, ampak najmanj enkrat na teden sem bil navzoč pri smrti nekoga. In vse moje življenje v bolnici, vse tudi v Žirovnici, moram priznati, nikoli nisem slišal besedo evtanazija. Zadnjič sem slišal to besedo pri predavanju profesor Miličinskega, ki je napisal en čudovit članek, 2 obraza evtanazije. Potem pa nič več. In nikoli pa ne bojo mi ljudje skoraj verjeli, nisem videl, da bi kdo umiral v bolečinah. Ne vem, ali takrat se življenje toliko spremeni. Niso umirali, to je izmišljotina skoraj. A veste, bolečine ima lahko prej, ima lahko tudi ali po operaciji ali karkoli, ampak tik pred smrtjo je to en poseben čas. Zame je smrt, bi rekel, bila zmerom en globok dogodek. Nekje dogodek, ki sem ga osebno doživljal kot ne vrste čudež, kot porod. Tako sem jaz razumeval smrt, pa vam rečem, največkrat pri smrti so največkrat onkologi, internisti, pa splošni zdravniki, pa medicinske sestre, pa duhovniki tudi pridejo. Ja. Tako da, ne vem, tole je čisto ena umetna zadeva, tale naša evtanazija, zame grozljiva. Doktor Avgust Mencinger, zdaj ste že v tele vaši pripovedi, v tem vašem strahu, pravite, ali pa v tem pogledu na ta čuden svet, ki se danes, mislim, da lahko rečemo vsi, nekako izgublja v tej zmedi vsega, kar ga obdaja in kar ustvarjamo. Ste tudi sami že omenili moč odločitve politike in takrat, ko se je rojevala država, ste sami popolnoma predali tudi temu, da bi imeli samostojno Slovenijo, da bi prav začeli z njo in da bi jo dobro vodili. Bili ste član
prvega sklica slovenskega parlamenta? A veste, kako je? Takrat, ko so se začele ustanavljati stranke, je Peterle ustanovil Slovenske krščanske demokrate. Jaz sem se jim takoj pridružil in tukaj v Radovljici, v Bohinju, takrat je bila velika občina, od Bohinja do Brezije segala, to je bila občina Radovljica, in smo osnovali odbor. Potem vem, da je prišel enkrat Peterle, pa Bizjak Ivo, takrat je bil zelo aktiven in nekje sva potem še z Bizjakom ustanavljala odbore v Bohinju in Cvetek ustanovil, v Kranjski pa vem, da sva me dva ustanavljala. No, ampak to bom povedal bolj kot zanimivost. V Kranjski Gori sva seveda skušala zbrati ljudi, prišel je en možakar iz Kranjske Gore, pa enih 15 iz Rateč. No, in smo ustanovili krščanske demokrate. Ampak zanimiv je bil pa ta iz Kranjske Gore, to je bil pa pravnik, pa je bil po rodu Bosanc. In ker je bil pravnik, so ga izbrali za predsednika. In ko je on imel tisti uvodni govor gor, je tako zanimivo rekel: dragi momci, sad moramo ovu dolinu da vratimo hriščanstvu. To je bilo recimo tudi zamisel takrat v tistem času, ko nismo vedeli, kako politika funkcionira. Ne? Jaz sem pa potem, seveda, so rekli, veš kaj, pet kandidirati poslanca, pa sem rekel, ne, politika ne zanima, jaz imam moje mame stare 80 let le gor po teleh sobah, pa imam tako rad, da ne bi šel v parlament. So rekli, ja veš, tvoja dolžnost je, zato ker te poznajo cela Zgornja Gorenjska, ker si zdravnik. No, in sem pol res kandidiral in seveda sem gladko prišel v parlament. Bil sem malo bolj naroden, takrat sem v Zaporožca in ko sem se pripeljal na prvo sejo v Ljubljani, me skoraj niso pustili na parkirišče, ker so bili v glavnem lepi avtomobili, to so bili z drugih zborov direktorji. No, ampak za mano je pa prišel še en majhen fičo, pa so prišli 3 štajerski poslanci iz tistega fiča. Potem je pa presenetil še en, ki je pa, mislim, da je bil Gros s Kranja, da je s tovornjakom prišel. No, in to je bil šok za tiste, ki so v Ljubljani urejali tam promet. Potem, ko smo šli noter, smo se spoznali in ugotovili, da smo vsi člani zbora občin. Tam se je še en pogajal s policaji, kam bo prislonil kolo, ki je bil tudi poslanec, pa je s kolesom prišel. Tako da ta naš zbor občin je bil nekaj posebenega. In po tolikih letih se mi še zmerom vsako leto sestanemo. Pa niti ne vemo, kdo je bil levi, kdo je bil desni, ampak nekje zvoljeni smo bili neposredno in bili smo začetniki najbolj v parlamentu. Veste, oni so bili vsi profesionalci oba zbora, saj večinoma so znali seje voditi, so znali debatirati, so vedeli, kaj so amandmaji, mi pa tega nismo nič še znali takrat. Ampak smo pa porivali naprej Slovenijo, zato ta zbor je mu večino imela desnica. Omanovi kmetje, pa Peterletovi krščanski demokrati smo imeli tle krepko večino in naša prednost je bila v tem, ko sedaj razmišljam, da nismo nič vedeli. Zakaj? Zato, ker oni v unih 2 zborih so bili politiki, pa direktori, pa oni so vedeli, kako funkcionira Jugoslovanska ljudska armada. Mi pa ne, mi pa smo bili kar nekje porivali, glasovali smo za vse zakone, ki so bili usmerjeni v povečanje demokracije. Tudi za Slovenijo nismo se nič bali, a veste, smo tako, saj jaz sem naivno mislil, sem rekel, se nič ne more biti, na svoji strani imamo Kola, potem imamo papeža, potem imamo Šuštarja, ko vse škofe pozna, potem imamo dunajskega župana, kdo pa nam bo kaj naredil. Mislim, to je bilo naše razmišljanje. Oni drugi so pa vedeli, da se lahko kaj drugega zgodi tudi, ne? Ker pa jaz sem imel že pripravljena za nas taborišča v Srbiji, to je meni enkrat Šturm povedal, druge za 10 dnevi pa kar hitro pospravil. Ja. Tako, ne vem, koliko je to res, ampak
tako so govorili, seveda govorili so vse sorte. Spomnim se pa tudi, da je enkrat Bučar rekel, veste, če nas bodo sedaj razgnali, je naslednja seja v Celovcu. To se spomnim teh besed in pa to tudi ne vem, v kakšni zvezi je to govoril, ampak tako je bilo. Drugače pa veste, kako je bilo, jaz sem bil redno v službi takrat. Plačevala me je bolnica Jesenice, ko je bila seja, sem se pa odpeljal ob 9 z bolnice v Ljubljano, pa če sem bil včasih po noč dežuren, sem bolj sadej, sem sedel, da sem še malo podremal. Tako da normalno sem delal. Plačal mi je Bučar karto za vlak od Radolce do Ljubljane, pa zastonj parkirišče. To smo imeli takrat, zbor občina, ne. Veste, da smo bili vsi nekje z vsem srcem za Slovenijo, pa tudi po svoje za politiko, če se še zdaj po tolikih letih sestajamo. Sem pa vmes pomislil, dr. Mencinger, a mislite, da tisti, ki se danes sestajajo in so danes na vaših mestih, da tudi čez 30 let ne bodo vedeli, kdo je bil levi, kdo je bil desni? Kaj pa vem, težko rečem. Jaz mislim, da jo pozabili na to. To je bila njihova ena taka kratka epizoda. V tej epizodi ni bilo Slovenije. Mislim, tudi ni bila taka želja, da bi zgradili ali ustanovili Slovenijo. To smo mi živeli in to smo imeli. In če se spomnite, ene nočna seja je bila, ko smo takrat odločilne akte sprejeli. Takrat so eni jokali od veselja pa od sreče. To se ne more več ponoviti. Veste, to je en tak dogodek zgodovinski, čeprav ga skušajo malo analizirati, to se ne bo zgodilo. Glej, v soboto smo imeli proslavo v Poljčah, no in smo se mi ta stara takrat, kar nas je še na nogah, smo se dobili in obujali tudi malo spomine, ampak to je bil drug čas. Ja. To je bil čist drug čas. Zdaj vidim recimo tele, se boste videli, zdaj bo nova stranka, pa bojo eni prišli zraven, zato bojo računali, da ima možnost, da bo malo 4 leta tam vedril pa zaslužil. Mi na tega to nismo računali, se vidite, če mi je Bučar samo vlak plačal, pol nisem mu ne vem koliko denarja od tega. Ja. Kar se tega politike tiče, ste bili 2 leti v Ljubljani. 2 leti v Ljubljani, potem sem bil pa samo v Radovljici član občinskega sveta. Kako zagnano, srčno ste pa spremljali to slovensko politiko ali pa jo spremljate še danes? Ja, spremljam jo še danes in tudi včasih župan me je lani pooblastil, da sem na Poljčah jaz pozdravil namesto njega. Pred dobrim tednom sem na Breznici bil glavni govornik na proslavi, ko je zadnji vojak zapustil Slovenijo, tako da malo me še včasih za kaj porabijo. Drugače pa spremljam, kar se pač na internetu dobim, pa kar po časopisih preberem. Imam še dobre veze tudi s Peterletom, ker takrat je bil pa res korajžen. Ja, in sem prav vesel, ko je imel obletnico lani, naj je žena tudi povabil zraven kot prijatelja. Drugače pa nimam posebnih vez, najbolj sem pa spoštoval Omana Ivana. Ko sem imel ambulanto v Kranju, je Oman tudi večkrat prišel k meni v ambulanto in sva bila skoraj prijatelja, sva se takrat pogovarjala o marsičem. Spomnim se ene seje, ko smo stali v hodniku, vem, da je bil Janša tudi zraven, pa Oman je bil, pa ne vem, kdo mi bolj rekel, manj pomembni smo samo ušesa napenjali pa poslušali. No in takrat prav Oman, prav veste kaj, fantje, namirno pejte z vojsko, če hočete, da bo Slovenija kaj več dobila. Prav namirno pejte, ker človek zmeraj se da umikati. Prav pa se v te poje umaknil nazaj. Prav tako pa že postavite vi eno črto, prav Oman, veste, imam jaz to obvestila tudi, da se ljudje v tej občini obmejni odločajo, a bojo naredili referendum za priključitev k Sloveniji.
Umaga pa tega dela. Ne. Mislim, da je občina Umag ali kaj. No. To se tako dobro spomnim, ampak vem, da Janša pa Bavčar nista takrat upala. No, najbrž je bilo riskantno. Ampak Oman je pa skozi to trdil. Prav, pejte na mirno. Je Oman trdil. No, potem moram še enega prijatelja omeniti, Capudra Andreja. Njega zelo pogrešam. Spoznali smo se na Bavarskem, ker so takrat ta nove krščanske demokrate, bavarski krščanski demokrati, povabili na enotedensko smučanje. In to smo bili pari, 6 parov nas je bilo in tam je bil tudi Capuder pa žena. No in so potem postala zelo dobra prijatelja in on je tudi pripovedoval enkrat, da so se pogovarjali diplomati, da bi Slovenija odkupila to občino in jo priključila Sloveniji, Umag pa to, da so se to na diplomatskem nivoju pogovarjali. Taki in drugačni spomini, dr. Mencinger, takrat, ko ste snovali to našo državo, gradili njene temelje, ste gotovo imeli načrte, tudi sami osebno, ali pa želje, poglede naprej, kam državo peljati, kako bi ji lahko šlo. Vem, da je bil takrat zelo priljubljen izraz, lahko postanemo druga Švica, če stopimo skupaj in delamo prav. Kako gledate danes na ta njen razvoj? Kako je? O tem moram priznati, takrat nisem veliko razmišljal. Peterle je enkrat rekel, posluš, a bi ti šel za veleposlanika v Vatikan? Sem rekel, ne, Lojze, jaz imam na Jesenicah svoje mame, pa bom šel nazaj na Jesenice. Potem pa je rekel enkrat, Capuder, ti, kako pa zdaj boš šel nazaj, a se še kaj družbeno udejstvoval? Sem rekel, veš, Andrej, najraž bi bil cerkven ključar. No, in se je začudil, kako da imam samo take majhne želje za njega. Jaz sem pa povsem res postal cerkven ključar in sem bil kar ponosen na to. No, ampak ob tem, da ste bili cerkveni ključar, ste bili še marsikaj drugega, delali vse sproti in hkrati. Prej ste omenili smučanje, pa diplomate, oboje bi zdaj lahko tudi s tem opeljal naprej. Dr. August Mencinger, diplomatski prvo tekmovanje diplomatov, politikov, športne smučarske narave pri nas ste organizirali, bili zdravnik v športnih klubih, pa tudi naše olimpijske reprezentance. Pravzaprav ste skrbeli za nordijce v olimpijski reprezentanci, 3-krat bili na olimpijskih igrah. Kakšen je pa ta spomin na to športno življenje? Ja, veste kaj, tudi lepe spomine imam na ta čas. Veste kako je, ženo sva sama, žal nimava družine, oziroma družino imava lepo, otrok nimava zaradi bolezni. No, ampak takoj, ko je prišla žena iz Maribora, kjer je bila takrat se je v Mariboru ustanavljala stomatološka fakulteta in ona je bila tam asistentka, pol pa videla, jaz sem pa tle na Jesenicah imel tudi štipendijo. Pa pravi, veš kaj, ti zgorenc, tako vidim, da ne boš šel, da boš edin toliko daleč, da boš Triglav videl. No, prav, grem pa jaz na Gorenjsko in sva oba stanovala v Žirovnici. In takrat ona je veliko stala, ki je otroška zobozdravnica. In sva začela jaz sem sicer že prej smučal, ona je pa takrat začela smučati. In sva pozimi veliko smučala, prav tudi zaradi tega, da je ona lahko normalno delala. No in ker sva bila posod nekje na nek smučarijah, so naja smučari kar, kaj jaz ne vem, posvojili. Spam ne vem, kdaj so sklenili, da sem zdravnik njihov in sem jih potem kar rekel, vse smučarje, alpince manj, ker imajo druge, oni bolj kirurga rabijo, medtem ko tekači recimo pa bolj internista, tako da sem potem postal njihov zdravnik. Potem so me oni tudi vabili na svetovna prvenstva in sem kar precej krat sem bil na svetovnih smučarskih prvenstvih, na Norveškem, kjer tudi v Italiji, v Avstriji. Na Norveškem sem bil 4 leta prednje je bila olimpijada že v Hamerju, to je eno mesto južneje od Lillehammerja.
In takrat je bil mladinsko svetovno prvenstvo in je bilo zanimivo. Na tem štadionu, kjer so bili, je bila ena taka skromna barakca, tako kot Norvežani imajo. Not je bila kava, da smo lahko mi pili tam tisto kavo in to je za nič kava, ne vem, imajo eno tako filter kofe gor. No, ampak pride en gospod k meni, pa natočen kavo, pa malo klepetava. No, pa le se mi zdi, da malo preveč mi je začel razlagati, da ga skrbi, da se bo njegov narod pokvaril, če bo mu preveč denarja. Pa sem pa ugotovil, da je kralj. In sva s kraljem tam klepetala, on je gledal ven čas, potem je pa šel in tam sem videl pol, da se je tisti šofer je bil pa le v uniformi in se je lepo kralj odpeljal. Pa ne vem, sva se predstavljala, ne, ampak o tem sva se pogovarjala, kaj lahko prinese preubilica nezasluženega denarja. In on mi je to razlagal, ker je govoril moj narod, pa moj narod, sem pol pogruntal, s kom sem se pogovarjal. Ja. Je pa zanimiv, tisti večer nas je tudi povabil funkcionarje na večerjo in na večerji so nam postregli s palčkam pa s pivom, to je norveška postrežba. Ko smo pa v Italiji imeli tudi svetovno prvenstvo, smo pa večerjati začeli ob 8, pa smo končali zjutraj ob 4, z 5 hodi, rečejo temu, in povsod drugo vino, tako da mislim, ta značaj Norvežanov pa Italijanov je tako diametralno nasproten, da ne moreš verjeti. Dr. Mencinger, 3 olimpijske igre. Ja. Pa me zanima, kako tak zdravnik olimpijske reprezentance oziroma določenih športnikov doživlja to največje tekmovanje. Takrat je bila to tudi doba, ko je Slovenija začela dokazovati to samostojnost, prišla do prvih odličij, ko smo se začeli postavljati na ta zemljevid. Ja, no, prvič sem bil v Albertvilu. Takrat je bil Peterle predsednik vlade. To se dobro spomnim, tudi Mateja Svet je bila in v enem izmed teh perifernih mest smo Slovenci imeli svojo bazo in tam vem, smo imeli eno prireditev in se spomnim, da je Lojze takrat lepo francosk nagovoril, še boljš pa Mateja Svet, ki je tudi kot športnica nagovorila to dvorano. Sem bil pa takrat dislociran, mislim, tekači smo bili enih 30 kilometrov od centra, gor v hribih. Bil je Kavalar, pa Jure Žerjav je bil trener, Kerstein Robi je bil. No in smo stanovali posebej. Jaz sem tam recimo šel na tekmo, pa sem tudi kot zdravnik zmeraj dobil številko, da sem šel lahko progo pogledati, da sem videl, kakšna je. Tako da sem imel tekačke smuče takrat s sabo in sem po progi šel pogledati malo bolj zaradi zabave, se tako nisem mogel jaz presoditi, a je v redu ali ni. Joško Kavalar je bil takrat po moje zadnji naš olimpijec, ki je tekel na 50 kilometrov. Ko je bila pa skakalna tekma, sem se pa odpeljal z avtom enih 30-40 kilometrov v Kurševelu, mislim, da so bile te skakalnice. Vozili so pa taksisti iz Pariza, so jih dobili. In eden je bil prav divji in tismu se drug ni noben upal peljati, tako da sem se s tem taksistom jaz vozil zmerom. Je pa dirkal tako okrog vogalov, pa tudi ni točen vedel, kam me mora pripeljati, ampak je bil simpatičen. Tako da sem na te tekme moral hoditi iz tega našega centra tekaškega. Ja. Če pogledamo v zakulisje recimo tega dela zdravnika na olimpijskih igrah, a je to ogromno dela iz dneva v dan? Je delo takrat, ko se kaj zatakne? Veste, kako je? Na olimpijadah imajo vedno zdravniško službo super organizirano. Tako da, če se komu kaj naredi, je super oskrbljen. Ampak tiste manjše stvari je pa zelo v redu, če ima svojega zdravnika, a ne, mislim, reprezentanca. Veste, kako je tipično recimo za ta velika tekmovanja je, da športnik ali pa tudi manjša pride 1 ali pa 2 dni prej k zdravniku
in reče: "Doktor, grl me boli." A ne. No, in točno veš, da ga ne boli, da ga le pravijo, ga zgrabi za goltanec, a ne. Da je to psihološki problem, a ne. In takrat jaz sem v sabo narejene tablete, ki so mi jih naredili placebo, in seveda sem pogledal grlo, ja, majhen imaš vnetje, pa ne bo hudega, tole boš vzela, pa bo šlo, a ne. In to je, bi rekel, čisti placebo. In zdravnik je vedno tista oseba, na katero se nekje tekmovalec tudi malo naslanja. Ker pol, če nima uspeha takega, pa gre, pa reče trenerju: "Ja, trener, veš, kar doktorja prav, sem bila že predvčerajšnjem ali pa predvčerajšnjem pri njem sem malo bolna." In je to en, rekel, en nesorten izgovor. Prav posebna izjema je pa Iztok Čop bil. Z njim sem bil skupaj v Atlanti in računali smo, da bo dobil eno od kolajn. No, pa je bil četrti. Ampak ko sva s trenerjem Janšem šla tam, kjer se je izkrcal, ni rekel, boben sem bil ali pa slab sem se počutil, je rekel: "Veš, Miloš, sebi sem se preveč smilil." Mislim, to je pa tisto bistvo športa, ne zdravje sam, ampak da se sebi ne smiliš in da daš vse od sebe. Mislim, jaz zmeraj, kadar Iztoka srečam, rečem: "Veš, Iztok, tvoje besede bi morale biti pa nekje zapisane, ker so tako pomembne za vrhunski šport." Tam smo računali na malo na kolajno. Je pa tako bilo, da Kučan je bil tudi tam, a ne. In mi, slovenski veslači, smo imeli čisto blizu tega jezera eno krasno vilo v najem z bazenom in Kučan je prišel tudi na obisk iz Atlante, to je bilo nekaj 60 kilometrov stran. Ampak seveda spremljali so ga motoristi, policaji, in ko je pri nas kosil, mi smo imeli svojega kuharja s sabo tam, sem videl, da so policaji se tako postavili, da ga je skozi eden gledal. In so se med sabo pogovarjali, kam gre not, skozi okna so gledali v hišo, no. Potem pa gremo tja, en dan pred tekmami je bilo, in Janša, Miloša pa Slivnik Stanko, glavna organizatorja in tudi tista, ki sta najbolj zaslužna za blejsko veslanje, sta ga meni obesila. Kučana, mislim. No, in s Kučanom sediva tam na tribuni, pod tribuno je pa eno velik šotor bil in not so hodili zdravniki v belo oblečeni pa sestre. Pisali je, da je to Ameriški center za medicino športa in fizioterapijo, nekaj takega je pisalo. Po pa Kučan prav meni: "Prav, kaj pa je to?" Sem rekel: "Tle imajo pa Amerikanci svoje zdravnike pa fizioterapevte pa maserje." Prav, "Kaj pa mi?" Sem rekel: "Ja, mi imamo pa tale moj kufer pa mene, pa še Petro, bila maserka, ki je bila tam v hiši, mi trije smo vse." In takrat sem začutil, kaj Slovenija zmore. Že samo tisti šotor je bilo v nekaj, bi rekel, strokovno in vseh ozirih na super nivoju. Jaz pa tisti bogi, tudi na takole torbo, samo zdravniško, to je bilo vse. Ja, pa Petro tam, da jih je masirala. Ta majhna Slovenija je takrat tekmovala za kolajne. In to je bil, a veste, to blejsko veslanje, to se nikoli ne bo ponovilo. To je tako kot zdaj kolesarstvo. Blejsko veslanje je bilo tako nekaj izjemnega, mislim, v svetovnem merilu, ne. Da gre recimo s parimi fanti, recimo v Avstralijo, pa dobijo olimpijsko zlato, pa gre v Barcelono, pa dobijo olimpijske kolajne. Zraven pa ves ta prostor je tako majhen, Bled pa Lipenca pa Radolca, drugega ni. Pa Miloš trener, a ne. In to je ena taka zlata doba slovenskega veslanja, ki se ne more ponoviti, ker enostavno takih sredstev država nima, ampak takrat so bili ti ljudje tako angažirani pa tako, bi rekel, za to stvar. Recimo Miloš Janša je advokat, a ne. Ampak ko sem prišel v Radolco k njemu v pisarno, je mu lepo pospravljeno vse. Všeč, ko smo prišel na Bled, je pa stal z Ršpetinom ob jezeru in sem ga lahko: "Miloš, sploh ni registriral me."
ker je gledal vsak zaveslaj posebej. A veste, to je bilo nekaj neizjemnega, neponovljivega. No in Miloš pa Stanko sta bila moja glavna motorja. Zdaj oba dva, Stanko ima zadnjič 80-letnico, Miloš pa tudi prihaja in to s tem se ta doba, no se je že končala ta doba, ne? Ker nihče ne bo tega več ustvaril. Tako kot najbrž bo pri kolesarjih podobno. Da bo tudi nekaj let to ali pa nekaj niti desetletji, ne? Potem pa to počasi ne propada, ampak ne zmore več tistega vrhunca. Ja, Miloš je celo tamle v Kamno Gorico hodil gledat, ki je Luka Špik veslal, koliko je njegova mama velika, da je videl, koliko bo Luka od pasu dol, pa od pasu gor, ta prave kote. Tako je bil recimo delovan ali nedelovan, tako je bil za to veslanje. Doktor Mencinger, še bi lahko kramljali samo o športu, o tem naredili eno oddajo naš gost, ampak meni je zdaj kar hudo, ampak moram še na druga področja, ki ste jih potem v svojem življenju tudi prevzeli, posvojili, imeli za svoje, bi se ustavil pri nečem, kar nas tudi povezuje. Radio Ognjišče, založbo Ognjišče, Brezje in Marijo pomagaj, srečanja bolnikov, invalidov, tam ste vsa leta predani kot malteški vitez. Ta pomoč sočloveku se je potem nekako odražala v vas, tudi v vašem prostem času. A veste, ko so se začele te sobote, ko so se zbirali na Brezjah bolniki, takrat v začetku ni bilo nič. In spomnim se, ko so bile prvič bolniki zbrani na Brezjah, je med pridgo duhovnik oznanil po zvočniku, viden je bil doktor Mencinger, prosimo ga, če pride v zakristijo, ker je eni gospe slabo. To je bilo vse, kar je bilo. Potem smo pa hodili zdravniki, vsako leto, 1-2 smo hodili dežurati za bolnike. Niti se nismo prej posebej dogovarjali, to je bilo kar en tak občutek, da moraš iti. Je bilo pa takrat zelo hudo, ker ni bilo tega šotora in v tisti vročini, poletni, je marsikdo skapadel. Prej smo imeli v frančiškanski, eni pevski sobi to ambulanto, potem sem pa jaz svetoval, da bi v tistem ta dolgem traktu ta zadnji prostor mi dobili in so res bili za to. Patri, tudi krajevna skupnost, tudi gasilci. In takrat vem, da smo se parkrat dobili in sklenili, da bo to ambulanta. In jaz sem iz Radolškega zdravstvenega doma sva z enim prijateljem, kupila eno mizo za pregledovanje, potem nekaj druge takih stvari in prepeljala na Brezje. So pa mizari iz Brezij vse tisto pravo zastonj naredili. S tem, da je ta ambulanta tudi namenjena za merjanje pritiska za občane, da hodijo meriti pritisk, ko pride sestra. Drugače pa zdaj, potem so malteški vitezi kot malteška pomoč, ker vitezi so eno, malteška pomoč neke ene vrste podružnice, so prevzeli to in zelo dobro delajo, zelo dobro dežurajo. Jaz grem samo, kadar so invalidi, pa na velik šmaren, drugače. Se mi zdi, da je kar malo prenaporen, takrat grem bolj, takrat sem bolj maskota ali kaj. Pridejo mlajši zdravniki in zdaj to zelo lepo urejeno, tudi rešilce zmeram tam, tudi doktorica pride iz zdravstvenega doma in tudi zmeram dežura, tako da zdaj res to klapa. Zdaj v nedeljo mislim, da imamo 10-letnico in da bo 10. maša celo temu, pri 10. maši, da bojo celo to povedali, da je 10-letnica te ambulante, kar je tako, kot je zdaj. Ja. Gospod Avgust Mencinger, ko smo zdaj ravno pri Brezjah, pri Mariji pomagaj, pri naši zavetnici Slovencev, Gorencev pa še prav posebej, ker so Brezje seveda še bolj posebej vaše, pa bi vas zdaj vprašal tako, vaša osebna vera, to zaupanje v Boga. Čutim, da to nikakor ni le tradicija. Veste, kako je, ne, mi smo bili versko zelo, mislim, moja mama in vsi okrog nas so bili lepo, zelo verni, no.
Tudi oče je vsako nedeljo redno šel k maši, tako da smo nekje vsi otroci ostali verni. Jaz sem potem spoznal ženo in hvala Bogu obadva verujeva in tlele ni nobenih, bi rekel, vprašanj, nobenih problemov. Sva srečna, da sva verna. A veste, vera ni toliko stvar razuma in tle se pretirava. Jaz mislim, da je vera bolj stvar milosti. To premalo mislimo na to. Razum pa vera sploh ne moreta srečati, ker ti veruješ, ne pa veš. A ni bistvena razlika. Veruješ in si srečen, da veruješ, in dobro, to ti je Bog milostno podaril, da veruješ. Tako jaz gledam na to. In prihaja morebiti z raznimi odtenki od družine na družino, vsako družino drugače, po drugi strani pa je prav, da tudi tista družina, ki veruje vero, zasluži in jo posreduje naprej. Drugače pa Bog da vero kakšnim čist takim nevernim, jim jo podari. Tako da meni enkoli imam prijatelja, ki je doktor fizike in vse skuša razumsko razložiti, pa bere jezuitske revije, pa se ne morava niti pogovarjati, ker sem jaz bolj einfach, ali kako bolj preprosto verujem. In zame je vera tista preprosta, otroška vera, ker nič ne razmisliš, zakaj je tako. Pa če v zgodovini je Bog poslal Jezusa, da spremeni svet. Zdaj ga 2000 let spreminja, pa ga bo še naslednje 2000 let. Mi smo pač imeli srečo, da smo to živeli, ali pa da to imamo kot darilo. Jaz prav to smatram, da je to darilo. Ste pa temu darilu potem tudi vrnili in še vedno vračate kot ključar, omenili ste ga, kar je opazila tudi okolica, kar so nagradili tako župniji, kot tudi v občini, vse to vaše prizadevanje za občino. Časni občan sem postal, ja. A veste, to je pa ena druga stvar še tle zraven. Glejte, jaz zmeram trdim, da sta dve Slovenije. Ena je centralna, televizija, Ljubljana, vse to. Drugo so pa te majhne periferne občine, kjer je življenje veliko bolj srečno, veliko bolj normalno, tudi bolj skromno. No in naša občina je tudi ena podobnih občin. In jaz, ko sem dobil priznanje začasnega meščana, me je predlagal tudi župan, pa me je predlagala stranka, so me 100% potrdili. Niso bili trdeči proti. A veste, hočem povedati, da je periferija slovenska bolj demokratična, veliko bolj kot centrala. In naš župan njemu ni nič odveč, ko je župnik 50 let star, da pride tudi na praznovanje, na javno praznovanje. In to na slovenski periferiji se to normalizira. V centru pa žal ne. Se vidite zdaj, ta zadnje govore, ta mladin stanov je cerkev napadel. Tle pa tega ni. Res ne. Jaz nikoli nisem čutil tudi, lejte, občinski svet, ko me je proglasil za častnega občana. A je kdo proti? Vsi so bili za. In jaz sem zato ponosen, ne, ker me je stranka predlagala, pa močna stranka spravila na to, ampak ker so me ljudje spoznali, da nekaj delam, da sem nekaj naredil. In rekel, utemeljitev, zakaj sem častni občan, je zaradi tega, ker se prizadevam za obnovo sakralnih objektov. To je prva postavka. In tle v Radovljici nekaj let nazaj na občinski praznik, ko podelijo nagrade, sta mož pa žena dobila nagrado oziroma priznanje, zato ker prizadete otroke vozita v nedeljo k maši in sta priskrbela za njih birmo. A si predstavljate, da bi to v Ljubljani bilo možno? Tle pa je. In podobne stvari se dogajajo v teh škofjeloških občinah, v teh dolinah. Poznam te ljudi in so stvari čist normalne.
Kako lepe zgodbe, ki dajo upanje tudi nam, ki prihajamo iz centra z mikrofonom k vam in tule se v Radovljici pogovarjava. Doktor Mencinger, zdaj prav za konec pa bi rad obudil en prav tak bežen spomin, ko smo kolesarili pred leti na našem kolesarskem romanju pred Malim Šmarnom. Tule po vaših gorenjskih koncih sta prišla soprogo, prav kolesarsko opremljena, v pomoč. Vi kot, zdaj sem se podučil, tudi turistični vodnik po teh krajih in ste nas peljala do naslednje postaje. A ste še aktivna? Kako zdaj preživljate te dni? Kolesarva še veliko. Letos malo računava, da morda va šla še na smuče, morbiti na laufarce. Želel bi, ne vem, če me bo ravnotežje služilo, ampak kolesarva pa kar 1000 kilometrov na leto narediva, letos sva jih manj, imava pa elektriko, golfava. Ja, žena je odlična športnica, med drugim je bila tudi svetovna zdravniška prvakinja v smučarskem teku v Courchevelu. Vsa leta, ko sva tekmovala na svetovnih prvenstvih, enih 8 let sva tekmovala kot predstavnika takrat še Jugoslavije na svetovnih prvenstvih in ona je postala v smučarskem teku svetovna prvakinja. Kako je šlo pa vam tekmovalno takrat? Ja, jaz sem bil pa, veste, da sem zasedel tam 12. 13. mesto med zdravniki, ampak to smo en teden tekmovali, če dopoldne so bila tekmovanja, zvečer pa strokovna predavanja. No, jaz sem tudi v teku in v alpskem smučanju, oboje sva tekmovala z ženo. Pod 10 nisem, enkrat sem bil pod 10, drugače pa nikoli ne. Koliko zanimivih zgodb smo odkrili, mnoge omenili, v nekatere ste pogledali bolj poglobljeno. Doktor Mencinger, za poslušalce si mislim, če so pozorno poslušali, so morda tam vmes slišali tudi, ko ste omenili vašega brata, pokojnega brata Jožeta Mencingerja, gre torej za ekonomista, ki smo ga seveda dobro poznali, njegovo delo, vedno smo čakali, kakšen bo še njegov komentar, a sta se vidva veliko pogovarjala o ekonomiji, o napredku Slovenije. Midva sva bila tle zelo različna. Mene politika ni toliko zanimala, on se je pa takoj spoprijateljil s Pučnikom. In potem je bil tudi v prvi vladi minister za gospodarstvo pa podpredsednik. Potem se je pa razšel najprej s Pučnikom, nekje glede privatizacije se je šlo, potem je pa po svoje nekje začel solirati, no, odstopil je ali pa so ga odstopili kot podpredsednika. Bil je pol na univerzi, tudi je bil rektor. Bil je veren fant, zelo pošten, morebiti prepošten. Je bil pa naiven, tako da so ga izkoriščali. Ta levi so ga izkoriščali in predstavljali kot kristjana, ki je na levi strani. Kar pa ni bil, je bil pa res tako, da je, kdor je lepo z njim znal delati, ga je kar lahko malo vodil. Ja, bil pa je veren in še preden je umrl, je bil tukaj 14 dni prej pri meni. Je rekel, jaz moram pa iti na enemu kolegu, ki je duhovnik, prelat Slabe. To je bil naš sošolc v gimnaziji, prav mi boš zrihtal njegov naslov. No, pol je pa šel s sinom na morje, pa tam umrl. Rad je mu hribe, 3 otroke ima, ja, vsi 3 so nekako zelo v redu. Bil je velik poštenjak. Tako. Ko je umrl, je prišel na pogreb samo Lojze Peterle, od teh, ki so ga prej leta in leta izkoriščali. Pa veste, kdo me je še poklical? Poklical me je Grabus. To je vrhovni mufti, ki je v Sarajevu, zdaj mislim tam rektor na tisti medresi. Midva sva bila pa z Grabusom tlele dost skupaj. Ja. Gospod Mencinger, še enkrat, toliko je tem, da bi še in še lahko kremljala, ampak če končava z enim takim pogledom na ta desetletja, 8 in več, a je življenje lepo? Lepo. Lepo in veste, kako je. Danes imate smolo, da ste tukaj, ki je oblačno, drugače imamo pa že take lepe jesenske dneve. Zdaj 3 dni imamo tole meglo, ker jo nismo navajeni. Vesela sva oba ženo, da nama Bog daje to milost, da sva skupaj in da imava iste cilje, iste interese, uživava oba dva v lepoti narave in jaz mislim, ja,
Bog me je veliko pokazal lepega v mojem življenju, oziroma skoraj samo lepo. Ja. In zdaj pa enkrat morala iti na razen. Ampak naj bo ta pot do tega še dolga, zdrava, z dobrim posejana. Vam želim, soprogi, in se vam, dr. Avgust Mencinger, prav lepo zahvalim za dovoljenje, da smo smeli brskati po vaših letih, po vaših spominih. Hvala za vse in nasvidenje še kdaj. Sem pa vmes spoznal, da bi lahko k naslednjemu pogovoru povabili tudi soprogo. Ja, super bi bilo. Ja. Hvala lepa, gospod Mencinger, srečno in res vse dobro. Ja, vam tudi hvala, da ste se potrudil pa prišel v Radolco, ker jaz v megli težko vozim, zvečer še težje, tako da hvala lepa. Tudi vam, spoštovane in cenjeni, za pozornost. Z dr. Avgustinom Mencingerjem sem se pogovarjal, Jure Sešek. Vse dobro. Naš gost. Naš gost.